Zdravo, živo slavo. Eno tako bedarijo sem naredila. Ja. Jaz si ponavadi zveri kupim knjigo, zato da lahko po njej črtam, ne? Da lahko si zapisujem, da lahko počrtujem, da lahko podpisujem, nadpisujem. In sem si sposodila eno knjigo v knjižnici in sem pozabila, da ne smem z markerjem, da moram lepo prinesti nazaj. In poznam trik, ki mi ga je povedala naša Neja in zdaj ga povem naprej. Pazite, kaj bom naredila. Glejte, torej, čisti limonin sok rabimo, čisti limonin sok in eno vatirano palčko. Torej, eno vatirano palčko in potem, pazi zdaj, vidite, tukaj sem jaz vse tole pobarvala in pazi to zdaj. Vidiš? Vidiš, kaj gre dol? Ha? Kaka finta! Leto! Drugače pa danes čisto zares poteka na naši strani, na naši Facebook strani nagradna igra za novo, frišno, svežo knjigo Darilo teme. Knjigo, ki ti pomaga razumeti, zakaj se ti v življenju dogajajo težke stvari, zakaj vedno naletiš na ene in iste, ali pa zakaj se ti vedno in isto dogajajo takšne stvari, ki te prizadanejo, zakaj torej pride do bolezni, zakaj pridejo do vseh teh stvari. To je knjiga Darilo teme, ki bo vsak čas tudi torej v knjižnicah, počasi. Izšla pa je torej 10.10. tako rekoč. Sicer pa v tokratni oddaji Klepet ob kavi veliko zanimivih in koristnih vsebin. Med drugim boste danes lahko slišali tudi nekaj več informacij strani Aleksandre Drole. In kar konkretne stvari bo povedala, kako si lahko izboljšamo življenje. Danes današnji novodobni človek v tej vodnarjevi dobi ne mara več dogem. Ljudje nočejo več, to je pa tako. Zakaj pa je to tako? Ja, to je tako. Sicer pa naša Živa mi je danes posebej povedala, da ne pozabim povedati vseh priložnosti in možnosti za skupno druženje. Veste, da se ne družimo zgolj preko ekranov, ampak tudi takole v živo. In sicer 16. ste vabljeni na zvočno kopel. Ja, tisto slovito, znano zvočno kopel za res fajn celično sprostitev. Torej 16. bo zvočna kopel, 17. pa bo brezplačni dogodek za onkološke bolnike in druge bolnike, ki imajo težke diagnoze, napredni pristopi in združevanje s fitoterapijo, fitomedicino. Marijana Kolman pripravlja to brezplačno predavanje, ki se bo zgodilo tukaj v naši dnevni sobi. In pa potem dr. Semir Osmanagić prihaja v Slovenijo 22.10. Konec novembra gremo potem v Bosno dejansko na izlet, ki bo tak terapevtski, kajti v tunelih je konstantna temperatura. In pa absolutno vabljeni tudi na dodatni termin, ki smo ga objavili, dodatni termin za vikend šamanizma na Jezerskem 25.10. in pa konec meseca se bomo družili skupaj na sejmu Narava zdravje, kjer imamo pripravljeni kar nekaj predavanj. Tako da možnosti in priložnosti vsekakor bo. Danes v oddaji Klepet ob kavi pa tudi o tem, kako se je skozi zgodovino oziroma kako se spreminja idealno žensko telo. Jaz sem ugotovila, da bo treba malo več počepov delati, zaradi tega, ker zdaj so moderne velike riti. Velike riti so moderne. Zdaj? Ja. Ja. A si ti to opazil? Ja, sem. Jaz, kaj sem... Big ass. Ja, big ass. Ja, na polno. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Trendi se spreminjajo. To, kar je bilo moderno, včasih ni več moderno danes. Sprašujem se, zakaj hudiča se tako obremenjujemo s tem, kaj je moderno, kaj je trendi, a dejstvo je, da to oblikuje naša življenja in naša telesa. S Kristjanom danes imamo tak ležeren dan. Na zdravje. Na zdravje. Na ležeren dan. Ja, čisto. Bova danes pogledala, kako so se ženska telesa spreminjala skozi zgodovino. Itak imaš feeling kao, da se ne, da je skozi isto vse, ne?
Ja, pač mi živimo zdaj v takem obdobju, ko se nam zdi, ne, da je pač vse ves čas bilo enako, ne, lahko imaš občutek, ne, ampak v resnici to, kar sva danes že videla, ne, ni, ne. Ni. Po moje, da ne. Zdaj, če bova malo pogledala in pokazala še ostalim, kaj se je dejansko čez zgodovino dogajalo, bojo videli, da ni temu tako. Pa vsak si bo lahko zbral svojo najljubšo dobo. V kateri bi on bival. Ja, v kateri bi on bival, oziroma v katerem biva njegovo telo. Tako, Ja, dobesedno. Okay, torej, nekje tam do 16. stoletja je dejansko veljalo, da če si dejansko suh, to pomeni, da si zelo, zelo reven. Torej, kot vidimo tudi te slike in kiparje, kaj so ustvarjali in tako naprej, vidimo veliko torej oblin. Je pa res, da v tem času se tudi niso neki tuširali, ne? Pa tudi uporabljali so parfume, ne. Torej so se v bistvu, namesto da bi se stuširali, so si dali parfum gor in potem je bilo to, ne. To so v bistvu rešili zadevo, ne. Oh my god. Ja. A ti veš, da parfum dejansko, ko uporabljaš parfum, da ti se lahko zaljubiš v napačnega moškega oziroma žensko? Ja, zaradi tega, ker daješ druge informacije o tvojem vonju. Ja, ker dejansko, če ti ni všeč od partnerja von, potem je nista itak, za skrb. ne, to je dejstvo. A ni zanimivo? Ja, mi se preko tega prepoznamo, ne. Saj je logično. Naprimer, eni ljudje dišijo in vem, da s tistimi funkcioniram normalno. Tisti, ko mi pa že po vonju niso okej, prav ne gre. Ne gre? Ne. No pa vohi me. Ja, pa ti si meni itak od začetka že noro dišala. A res? Ja. A daj mi! Ja, res. Okej. Zmaga, številka 1. Ja, jaz res ne maram parfumov, no. In recimo moj moški ful diši, ne. On, ko pride iz košarke, pa tako predn gre po tuš, jaz tako, daj počak malo, da se te navoham. Ja. Dober, postan, Švic je nekaj druga. To je drugo kot tisto sveže, ne, ko je pač človek, ko daje to, ko pride pač res direkt iz, ne vem, na preza, na fitness ali nekaj, to je čisto drugače. Ja, čisto drugače. Ok, če se vrneva k tej modi, obilni modi oblin in vsega ostalega, pa smo potem nadaljevali dejansko skozi čas v neko drugo obdobje, v obdobje, ki je pa absolutno v viktorijanskem času, absolutno, poglej si ti to. Noro, lej, to je po moje bilo v širino samo kakih 30 centimetrov. Nič več po moje. Ne. 30 centimetrov je bil dejansko tisti pas in tukaj lahko vidimo fotografijo, ki prikazuje, kakšno posledico je to pustilo na notranjih organih. Dejansko črevesje, ki je tako zelo pomembno, se je stisnilo, povsem stisnilo in to je povzročilo kolaps različnih organov. Ampak so lahko one sploh živele, tako jaz si sploh ne znam predstavljati, kako lahko to človek diha. Oziroma, a to se je moglo prav navaditi telo, da se je noter zgodilo to, kar se je zgodilo na teh slikah. Sej so se dejansko, sej so se šponale, ne? Sej so se šponale. In to vedno bolj, dokler ni bilo najmanj, kar je bilo možno noro. Ja. A ni to, meni je to bolano. Meni je to zanimivo, kaj naše telo zmore. Kaj naše telo zmore, ne? Kam ga mi potiskamo in kaj vse se zgodi. Meni je to najbolj grozno obdobje, po moje, no? Ker ni zdravo in to, da ves čas se... Ampak je pa res, da je zanimivo za videti, ne? Je nekaj novega, ni čist naravno, ne? Ne zgleda čist naravno in pol zaradi tega zgleda tako zanimivo, ne? To je pa res, ne? In da je mogoče to bo. Ja, lej, pač ne vem, kaj je bilo takrat z ljudmi, pač mogoče jim je bilo to estetsko ful lepo in so zaradi tega delali. To jim je čisto dogajalo, ne, da je imela ozek pas. Zdaj pa bila kar več vredna, če je imela ozek pas. Ampak bila je pa bolana. Dejansko je bila bolana. Sej najverjetno se skrajša tudi doba življenjska, ne, s tem, pač ko telo ni v nekem stanju, kjer bi moglo biti, ne. Absolutno. Naslednja doba je pa total kontra, ne, je pa bolj deški videz, kot vidimo. Coco Chanel je imela tukaj precej velik vpliv. Moram reči, da sem precej navdušena
nad tem, da je dejansko nad tem filmom. Si gledal ti film Coco Chanel? Nisem ga še. Se splača. Bom se ga splača pogledal. pogledati. Evo, Ker vidiš, da imam to za dejansko v tem času ona je prinesla to modo brez steznikov, brez vsega, da zadeva bolj pade in tam smo tudi videli fotografijo, da so si joške prevezovale. Aha, ok. Ja, Wow. zato da so bolj ploh izgledale. Ker je to bilo takrat pa bolj seksi. Oziroma, je Ja. takrat, ali je to bilo zaradi česa drugega, naprimer, da so hoteli biti bolj enakovredne moškim ali pa kaj takega? Ali misliš, da bi bilo kaj od tega še? Verjetno. Ampak absolutno je to ful velik preskok. Ja, mislim iz tega, ne, da pač so povečevali prej, pa da je bilo prej pač so bile obline tiste, ki so bile Ja. bolj pomembne, da do tega, da je potem vse ravno in ploh, pa je kar velik preskok. Ja. Je kar Kar velik orenk, ja. preskok. Absolutno. Ampak to je tudi, ne, to je tudi ni naravno, ne, če so se ženske povezovale okrog prsi. Ja, spet so hotele nekaj narediti Drugače. kakor je dala mati narava. Vse, kaj pa Ja. danes delamo, še Vsem. večje bedarije. Še To večje je res, je bedarije. še večje. Ja. Ok, gremo pogledati naprej, kaj se je torej naprej dogajalo. Hollywoodski stil je bil tisti in tale fotografija, poglej ti to. Poglej ti te lepotice, tamle smo videli Sofijo Loren, za moje pojme res neverjetno, poželjivo, seksi in čudovito žensko. A ni bilo to lepo obdobje? Ni bila suha, ni bila debela, Ampak je imela bila- je nekaj imela za prijeti. Ja, je bila točno po moje, da je to še tako dosti naravno v resnici, ne, tako kot ženska, samo da so pač v bistvu te naravne obline pač poudarili v smislu, pač, ne, kar je zanimivo, ne, pri ženskem telesu. Drugače, meni je to obdobje, ne, tisto, v katerem pač se mi zdi, da bi pa jaz rad živel. Bi tam v tistem Ja, tisto bi obdobju bilo ful prijetno, ker Ja. takrat po moje je bilo zelo, pa tudi je bila taka energija po moje, taka. To je bilo, mi se zdi, da uno obdobje, ko so še zdravniki delali reklame za cigarete, koliko so v redu, Ja. pa te zadeve. Pa se to bi po moje bilo fajn preizkusiti, kdaj veš, da greš tako obdobje nazaj. Ne bi bilo to noro, da greš Jaz tisto mislim, da obdobje je in to to. prihodnost turizma, da nam bojo ponujali te izkušnje v smislu Ja. časovnega stroja. Wow, Ja, to je bilo noro. enkrat to fiks bo. Greva pol kar pregledati enkrat, ko bo ta stroj, če vse te stvari, pa da jih res vidiva, kak so bile. Ne, une cajte, ko vsi smrdijo, jaz ne rabim. No, ok. Pa se, če imaš dober parfum, bi bilo čisto v redu. Ne maram, res dejansko ne prebavljam parfumov tudi na drugih. Ne. Ok, Ja. razumem, ja, meni Ne. tudi nisem. Un čas ne, Versailles in te scene Aha, okej. in to. Ne bi šlo. Dobro. Ja, lepo obdobje, zelo obdobje lepih, čudovitih žensk. Kaj so bila to 60-ta? 60-ta bojo pa zdaj, ok, zdaj smo pa pri 60 letih, to se pa že spomni kdo od naših gledalcev in kaj lahko tukaj vidimo. Ta pa je kar orenk, ne, suha. Pa lej to, kar Ne. vse ženske so tako suhe. Suhe. Pa po moje, da tudi niso samo ženske bile suhe, ne. Ja. Po moje, da so tudi takrat, jaz vem, da je tudi nekaj pevcev in tako je bilo res totalno suhih v tistem obdobju. Jaz mislim, da je to bilo tudi poleg unih tankih pasov, dejansko eno Tanko izmed... vse, ne. Ha? Da imaš pa vse tanko, ne samo pas, ne, da si cel tank. Ja. To je pa grozno. Mislim, da je takrat, a imamo kakšen podatek? Ne, mislim, da imamo en podatek, koliko je bilo takrat anoreksije, bulimije, vseh teh stvari v porastu dejansko, ker to so se stradale. Pa se to je logično, da se je takrat vse to povečalo. To so sigurno bile prehranske motnje, ki so pač bile del tega, ne, da so oni sploh lahko ostali tako suhi. Saj drugače ne gre. Evo, glih kar sem dobila podatek, mi ga je Neja sporočila, 9% Američank je imelo takrat neko Veš, kaj je to? anoreksijo. 9% od cele Veš, koliko je to? populacije. Od Noro. Američanov? Tako da bi rekli Slovenija, ne, ko nas je 2 milijona, pa da bi 10% teh žensk bilo, to je... To je več kot Več kot- Slovenija. ja. To je več kot Tako je. Slovenija. In takrat so imele tudi, takrat mislim, so bili popularni amfetamini, ki imajo ulično ime Speed, a ne, v današnjem času. Se pravi, Pa poživilo. takrat je bilo to, takrat so to dovolili, ne? Takrat so to dovolili. Takrat je bilo to dejansko Legalno, so bile to, ja, legalne tablete oziroma zadeve za hujšanje, a ne? Noro. In niso spale.
skozi so bile dejansko po konc, imele so polno energije, ne paše ti jesti takrat. In jaz sem poskusila te amfetamine. Pa pol pa ni čudno, ne? Mislim, ne zaradi tega, ker bi hotela iti na dieto, ampak v najstniških letih kot eksperiment dejansko. Ampak to pol ni čudno, ne, da so v bistvu, da jim ni bilo toliko težko v bistvu ostati suhi pol, ne? Ja, Če so v bistvu ne imeli paše ti jesti nič, polne energije imaš do fundamenta in... Samo kam se je to razvilo pol, ne? Kaj se je pol s tem zgodilo? Ne, ker je zanimivo, ker recimo še nekaj časa nazaj, če si bil suh, si bil ubogi, si bil revn, si bil revež, je bilo to grdo, ne? Ja. Pa kar naenkrat... Ravno obratno, ne? Tu v bistvu gre za konstantne neke take preobrate, take različne pole, ne? Sam, mi temu nasedemo. Ampak totalno. Če vidiš, da potem cele populacije in v bistvu vsi ljudje dejansko se začnejo tega držati in to postane njihov del, ne? Ampak anoreksija je težka bolezen, veš? Ne vem, ker še nisem imel, ampak pa poznam par deklic, no. Mislim, to so mlajše deklice. Ne, ker zgubiš občutek za realnost dejansko. Ona zmeri, ko se pogleda, anoreksična ženska zmeri, ko se pogleda v špegu, je debela. Torej v bistvu ne gre samo za neko fizično stvar, ampak gre v bistvu za neko motnjo v resnici o neki predstavi. Vse tako si rekla, da verjetno zgubiš, ne, to realnost, to predstavo. Ja. Pa sej, veš, kaj se dogaja? Tudi obstajajo zdaj pa moški, ne, ki hodijo v fitness in probajo biti čim večji, tako nabildani, razumeš, ful mišic in pol kadarkoli se pogledajo, v resnici mislijo, da nimajo dovolj mišic, ne, in potem pač v bistvu se dogaja to, da nikoli ni dovolj, ne. Ja, pa po moje se danes isto dogaja s temi, ki imajo botokse, pa ustnice, ki si povečujejo, pa te scene, pač ne vidijo več. Ogromno, ne. Tega ne vidijo realnosti. Zato pa potem, ne, ko pogledaš nekoga, ki dejansko pač je bil že na kakšni operaciji in je imel operacijo, to prav vidiš, ljudi in te spremembe, ko res njegovo telo, oziroma predvsem obrazi, ne, dostikrat je pri obrazih, ker je najbolj vidno, ne, se to začne, mislim, se to res spremeni, ne, to res pri človeku vidiš, da gre v potencial, ne, da je preveč, prav preveč, ne, nekateri imajo že ustnice res tako, da zakrivajo čez nosnico, ne, res. Grozne, ja, kot da bi dobila po žnoblih. Gremo naprej, zdaj pa moje najljubše obdobje. Obdobje, kjer je največji hit postala aerobika. Takrat so imele ženske po mojem pojmu najlepša telesa, zaradi tega, ker so bile dejansko mišičaste, bile so v smislu čvrstosti. Se pravi, bile so čvrste, bile so zdrave. Dejansko so tudi potem jedle dovolj beljakovin in vsega tega, mišice so se lahko razvile, niso pretiravale z nobenim zadevam. In vidiš, šport je zakon, ne? Pa po moje, da so takrat začeli tudi s to prehrano, ne, malo bolj zdravo gledati, ne, ker pač niso si mogli privoščiti, da bo pač delala in bila fizično toliko aktivna in bolj pojedla ful nekih nezdravih stvari, ne, po moje. Ja, to je tudi zanimivo, ne, kako bi bilo tudi v takem obdobju živeti, ko so ljudje zdravi, veš. Ja, tukaj lahko vidimo, kaj se je dejansko dogajalo, vidimo skozi različna obdobja, mi pa gremo kar naprej. Se pravi, iz teh 80-ih, kjer je bila ta aerobika, pol 88-ga si se jaz rodila, kjerga si se ti rodil? 90. Ti si se rodil 90-ga, greva pogledati, kaj je dejansko se dogajalo potem. Spet so tetele suhe variante in tudi moški so začeli biti suhi in... Noro. Ja, kaj pa ti meniš to? Kako tebi izgledajo tile ljudje, ki so suhi, ampak ko so suhi za nalašč, ne? Jaz sem imela izzive za bulimijo v svojem življenju in nisem videla realnosti prav zares, ne? In jaz sem si zmer želela biti zelo suha ženska v smislu, one, ki so tudi drobne in vse te zadeve. Taka, ja, krhka, bolj drobna, sem si želela biti vitka, ampak moja konstitucija je bolj amazonke, kakor pa dejansko, ne. In sem se dolg časa obremenjevala s tem in vse te zadeve. Vidiš punce na naslovnicah, veliko časa nismo sploh vedeli, da je to ful obdelano,
zmanjšano, prilagojeno, da je to dejansko lepo. In če nisi imel popolnega telesa, kar nikoli nisi na tem, da rečeš, zdaj imam pa popolno telo, se obremenjuješ. Mene je to precej pokusilo. Kako pa pol to, kako misliš, da pol te ženske vse lahko pridejo iz tega? Naprimer, če ne prepoznajo svoje realnosti, kako v bistvu pol pa prepoznaš realnost? Lej, ne vem, meni so se drugi procesi v glavi tudi dogajali in ko sem začela sprejemati sebe tako, kot sem, z vsemi nepopolnostmi in z vsemi zadevami, sem v bistvu doživela to, da se mi je to pozdravilo. No? Da se ti povrne, ne? Ja, da se ti povrne. Ok, gremo pogledati, torej, kaj pa se dogaja danes. Danes, tule imamo še malo od včasih, ja. Velika prsa. Veliki joški, in takrat so se v bistvu tudi začele vse te operacije, vsi ti taki in drugačni posegi. In moram reči, da mene recimo v zadnjem času, v zadnjem obdobju, pač velike riti so moderne. Zdaj? Ja. Ja. A si ti to opazil? Ja, sem. Big ass. Ja, big ass. Ja, napolno. Črnke imajo tu ful prednost. Ja, to je dejstvo. To je dejstvo. Ampak lej, recimo, če pogledamo, 15 ali 10 let razlike, na levi strani vidimo nekdo brez riti. Ni riti. Ja, in pa big ass, zelo, zelo velika rit. In ne samo to, celo vsadke si dajejo. To sem slišal, ja. Ja. To je, ko si dajo dejansko, tako kot imaš ta botoks in to si dajo neke plastične, verjetno vstavke, ki pač povečajo rit. Ne? Ja, ampak povečajo si rit. To na internetu kroži tudi en tip, ki si je mišice dal povečati. A Dejansko, te. ja, estetsko si je dal mišice povečati. Pod kožo. Ja, pod kožo nosavke. Tako da verjamem, da če tipi delajo to, pa tudi verjamem, da ni tako lahko najti pač tudi kakšne ženske, ki je imela stavke v riti. Evo, mi bomo tale trenutek poskusili doklicati v eno kirurgijo estetsko. Aha, ok, to kličemo. Ja. Super. Kjer nama bojo malo tudi povedali o cenah tega, ne? A ti bi si dala kdaj kaj delati, če nama da kako Ja, ful rit bi poceni? si fiks dala. Res? Fiks, dej neki, nenorno. Veš, da bi ti nekdo rekel tako, glej, zdaj pa imaš 10% popusta, evo, pa ti dam. 10%? Aj, pa to so drage stvari, no, po moje, ne vem, se bom vprašala. Ampak, lej, to čez neki cajt, tako ne bo moderno. No, dejmo, Ok. telefon imamo? Ja, dober dan, povejte nam. Pač, kar se uporablja, ta hialuronska polnila za Ja. resnice ali pa za polnjenje obraza, stane 1 ml 350 evrov. 1 ml Zdaj mi 350. zadnjice nimamo teh povečav, pa to je edino zdaj mogoče z lastno maščobo se lahko oblikuje telo. Z lastno maščobo. Zdaj z vsadki pa ne povečujemo zadnjice. Aha, riti. Pri povečavi prsi je cena odvisna glede na to, kakšni so vsadki. Ja. Zdaj lahko se, ali pa potem povečava prsi za lastno maščobo. Z Povečava lastno- prsi stane približno 3100 evrov do 3400 evrov. Korekcija povešenih prsi in povečanje stane od 4000 do 5000 evrov. Še več. Zdaj, zmanjšanje in korekcija povečanih prsi stane okoli 2500 do 3500 evrov. Zdaj pri botoksu je pomembna regija, na katerem predelu se botoks aplicira. Zdaj, na predelu čela stane botoks okoli 130 evrov. 130 za čelo? Med Ajde, to grem. obrvmi stane okoli 160 evrov in okrog oči 200 evrov. Je pa 200. pri aplikaciji botoksa zelo težko govoriti o neki točni ceni, ker je odvisno od stanja gub, odvisno od mimike obraza, ki jo izvajamo, tako da so cene res tako približne. Wow.
Hvala lepa. Se pravi, si slišal zdaj za popolno renovacijo? Čist novi Kristjan bi prišel, koliko bi rabo pol denarja? 10 jurjev. 10 jurjev, daš not, prideš ven, pa čist drug. Čist drug. S tem, da po moje, ja. Samo to je, jaz si ne znam, čist iskreno razumem, vsak lahko ima človek kakšne želje, da bi imel kaj novega, ne, samo jaz si to ne znam predstavljati, da imaš nekaj v telesu, pa se to te morajo motiti, tako, veš, da bi imel nekaj. Ne, verjam, da te ne moti. Zikar te ne. Ti to, ko vidiš, si kar, ne, ja. Daj, kaj češ? Enkrat bova govorila tudi o izumetničeni lepoti, ki se dogaja v današnjem času. In ja, danes vendarle smo v času, kjer si veliko žensk za 18 let zaželi prav kakšen poseg. In telesa se spreminjajo, ampak mi pa v notranjosti se nekako ne. Kar pomeni, da vsi želimo, da smo sprejeti, da smo ljubljeni, da se cenimo in da si dejansko povemo, da se imamo radi. Tako da, evo, to je izziv dneva, da poveš enemu, da se imaš rad. Ja, evo, čez. Že odvedno, a ne, se mi je zdelo, da je človek srečen, če ima pisan krožnik, beljakovine, minerale, vitaminčke, Se pravi, dober seks. Itak.